države, tretji mandatar se omenja, gospod Marko Voljč. Naš predlog? Vaš odziv na predlog? Naš odziv. Torej, pogledajte, Slovenska ljudska stranka je v proceduri sprejemanja koalicijske pogodbe, ki je v tem trenutku na mizi. Torej, koalicijske pogodbe za desno-sredinsko vlado. Mi želimo to realno opcijo odigrati do kraja. Torej, preveriti, ali je ta vlada mogoče, glede na to, da je to najbolj realna varianta v tem trenutku. Šele, ko bo dan odgovor na to vprašanje, ali je to realna opcija ali ne, šele takrat se bomo opredeljevali do kakršnekoli drugih variant, predlogov za mandatarje in tako naprej in tako dalje. Jaz mislim, da je korektno, da to varianto odigram in preverimo, ali je možno. Če ni možna, potem se bomo pogovarjali o drugih možnostih. Večkrat smo dejali, če razmišljamo o tretjem človeku, mora biti človek, ki bo povezoval, ki bo povezovalen za desno in levo stran, skratka, da bo sprejemljiv na obeh stranih. Ne želimo, da bi ta tretji človek bil plasiran kot nekdo, ki je jasno politično opredeljen in da bi nekateri drugi bili preprosto prisiljeni, da ga podprejo. Če takšnega človeka ne bomo našli, in jaz verjamem, da ga lahko, pač Slovenske ljudske stranke ne bo zraven. Torej, iščemo človeka, koga bomo iskali. Torej, če varianta desno-sredinske vlade pade, iščemo človeka, ki bo sprejemljiv na obe strani in ki bo dejansko povezovalen. To potrebujemo. Gospod Voljč, po vašem mnenju ni? To je retorično vprašanje. Kako vi komentirate nasploh potezo predsednika Türka? Gre tukaj za nek manever za vlačevanje, gre za strah pred tem, da bi gospod Janša prevzel vlado. Kje vi vidite razlog za to, da se je včeraj odločil tako, kot se je? Glejte, jaz verjamem, da tudi predsednik države dnevno, po noči in ves čas razmišlja, kako razrešiti ta problem, ki ga imamo, glede na to, da ni moč sestaviti vlade, in jaz predsednika države razumem, da išče rešitve. Ko ste imeli idejo o vladi narodne enotnosti, ste tudi iskali tretjega človeka, takrat naj bi se tudi znotraj vaših krogov in pojavljalo to ime Marko Voljč, se ni z tega klicali? Ne. To ni res, to ime Marka Voljča se v teh krogih ni pojavljalo. Jaz osebno Marka Voljča sploh do včeraj nisem poznal, nisem vedel, kdo je to, sicer slišal o njem takrat, ko sicer še nisem bil v politiki, ampak jaz tega imena sploh nisem poznal. Mi smo govorili o popolnoma nekih drugih imenih, ki niso politično izpostavljeni, ki so vendarle strokovnjaki in ki bi lahko bili ti, ki bi povezovali tako desno kot levi pol. Da je to preveč nagnjen v eno stran, to potem ni tretji človek. Potem smo se narobe razumeli, žal. Če se danes Desus slučajno ne odloči, da pristopi v pogajanje z gospodom Janšo, je potem ta scenarij, da zopet iščete tretjega mandatarja, kajti nimamo večine ne na eni, ne na drugi strani. Imate sami kakšno ime za mandatarja? Mi imamo imena, smo tudi predsednik države omenili ta imena, ki bi mora biti prišla v poštev, ki jih mi vidimo kot tretje ljudi, skratka tretjega človeka, ki je povezovan. Ampak pogledajte, odigrajmo to igro v drugem koraku do konca, preverimo, ali je možno in šele takrat bomo razmišljali naprej. Poimensko pa ne morate povedati, kako so to? Ne, gledajte, ne bi bilo korektno od teh ljudi. Tudi vam. Hvala za vaš